Lepo pozdravljeni v podcastu Davki do dna. Generacije v podjetjih se menjajo in to je v zadnjem času vse bolj aktualna tema. Nekateri podjetja združujejo, drugi jih razdružujejo, poslovni modeli se spreminjajo, davki prav tako, predvsem pa krepi se davčni nadzor. Tokrat bomo govorili o davčnih pasteh, ki prežijo na podjetnike ob statusnih preoblikovanjih, pri delitvah, združitvah, likvidacijah in izstopih iz podjetij. Konkretno, na kaj paziti, če podjetje prenašate na otroke, kaj, če vaše podjetje prevzame druga družba in vi v zameno dobite deleže, pa tudi, kaj vse lahko FURS obravnava kot prikrito izplačilo dobička, čeprav se vam to ne zdi. Z nami je davčni svetovalec Dušan Jeraj Zaj Konzalta, sicer tudi predsednik Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Moje ime je Tanja Smrekar, sem novinarka Financ. Tako, lepo pozdravljeni, Dušan. Pozdravljena. Najprej začniva širše. Poslovno okolje. V Sloveniji podjetniki pogosto govorijo o negotovosti, posebej o menjavah vlad. Tudi zdaj smo pred menjavo vladne. Kako bi vi opisali recimo našo davčno predvidljivost s konkurenčnimi bližnjimi državami, ne nazadnje s Hrvaško, Avstrijo, Italijo, lahko tudi z Nemčijo v končni fazi? Ocena zmeraj iz Slovenije, ker jo jasno bolj podrobno poznam, je, da v Sloveniji nimamo predvidljivega davčnega okolja. Sicer je res, da se v bistvu in zakon o dohodnini, zakon davka dobička pravnih oseb sta bila sprejeta v letu 2006, se pravi, letos bosta v veljavi že 20 leto, ampak vmes smo imeli zakon o dohodnini, imamo zdaj novelo zakon o dohodnini 2AB. Se pravi, smo šli že od A-ja do Z-ja, zdaj imamo že naslednjo stopnjo. Se pravi, v bistvu vidimo, da so spremembe bile pogoste in v bistvu skoraj vsako leto se kaj spremeni. In zdaj tudi jasno, v bistvu v teh zadnjih 4 letih smo v letu 2022 imeli mal mini reformo strani Janševe vlade, zdaj v bistvu Svobodo v mestnem času tudi v bistvu spremenila par stvari in okolje iz tega vidika, bom rekel, še zmeraj je toliko nepredvidljivo, kakor je skozi bilo. Pri normirancih, denimo, a ne, so se zadeve v času Golobove vlade, če se ne motim, spremenile 4-krat, ne? Tako. In zdaj to razumemo, ne, da se davčna pravila morajo prilagajati, ne? A podjetja potrebujejo neko gotovost, predvidljivost, če greva zdaj k statusnim preoblikovanjem. Nekdaj je veljalo, da si ti lahko ob statusnem preoblikovanju vprašal FURS za mnenje, ali gre za davčno nevtralen posel. Zdaj tega ni več, torej se preoblikuješ in potem čakaš na nadzor FURS-a in oni povedo, ker tukaj pravila niso ravno povsem jasna, ali si naredil davčno nevtralen posel, ali moraš plačati, ne vem, še kakšen dodaten davek. Mislim, ne razumem, v čem je smisel, da so to nekako pravico ali pa gotovost vzeli podjetjem. V letu 2025 se je spremenil zakon o davčnem postopku, ki je predtem predvideval, da v bistvu v primeru, ko je podjetnik šel v preoblikovanje svoje družbe, je lahko pred samo transakcijo vložil na davčno pravo priglasitev. Davčno pravo je potem imela od 45 ali pa 90 dni časa, da je na to priglasitev odgovorila in je v bistvu, bom rekel, na podlagi dodatnih preverjanj, zdaj tudi skozi čas se je ta, bom rekel, pristop FURS-a k priglasitvam precej spremenil, so v bistvu ti povedali, ali je tvoj plan dogodkov takšen, da ti lahko odobrijo davčno neutralnost ali pa ne. Se pravi, si v bistvu dejansko na podlagi zaključka postopka pred davčnim pravi videl, ali je to, kar si je stranka zamislila oziroma kar si kot svetovalec predlagal, z vidika davčne zakonodaje dovolj v redu. Zdaj v letu 2025 se je pa ta pristop davčne k tem naprejšnjem preverjanju spremenil in v bistvu zakon zdaj v bistvu zahteva, da moraš po obisku notarja, se pravi, ko si že pogodbo podpisal, ko so stvari vpisane v sodni register, dejansko priglasiti šele transakcijo davčne pravi, ker jih pošlješ par osnovnih podatkov in potem davčna prava ima možnost naslednjih 5 let samo transakcijo inšpicirati. Zdaj, tisto, kar moramo vedeti tudi v bistvu do zdaj, je že davčna prava lahko prišla še naslednjih 5 let potem, ko so ti že dali kljukico v nadzor in če so ugotovili, da določene podatki niso bili pravilno razkriti, če so ugotovili, da je glavni ali en izmed glavnih namenov bil davčna optimizacija, so ti že do zdaj tudi naknadno lahko to pravico odvzeli. No, ampak vseeno, ne? Do zdaj si nekako sam vedel, če si hotel samo nekaj davčno optimizirati ali pa če je šlo za recimo pravi posel z ekonomsko vsebino. Zdaj pa recimo glede na
različna mnenja, pojasnila, zakonodajo na celo zmešnjavo, ki je si še to neko gotovost izgubil in potem lahko 5 let trepetaš, ali si recimo pravilno izvedel oddelitev, združitev, karkoli že. V tem delu mislim, da je zelo pomembno, da se morajo podjetniki zavedati, da če ne bodo imeli potrditve strani FURS-a, da pač v bistvu je dobro dobiti mnenje enega davčnega svetovalca, pravnika, ki jim bo pomagal pri razumevanju tega, na kaj morajo paziti. Se pravi, sam postopek se je dejansko za podjetnika zdaj le malo razbremenil, ker se ne rabimo ukvarjati s priglasitvijo, ampak v bistvu je pač zares nujno, da podjetnik naredi vse iste korake, kot jih je naredil do zdaj, samo ta postopek preverjanja opravi prav zares z svetovalcem namesto z zaposlenimi na FURS-u. Skratka, v bistvu FURS pa država delata za davčne svetovalce, da imate malo več posla. Jaz bi v bistvu, sej, ne, to malo, stranke pa mi rečejo, Dušan, se ti prav zares delaš za državo. Naloga svetovalca je, da stranko opozarja na stvari, da je pač tiste njene, bom rekel, včasih, sej, tako kot je naloga inšpektorja, da bom rekel, testira davčno optimizacijo zavezanca, je tudi naloga pač podjetnika, da testira, dokot lahko gre. Se pravi, ni nujno to, kar DURS piše danes, da je to tudi čisto res. Lahko se izkaže, da je stranka imela prav. In zdaj svetovalec je tule vmes tisti, ki poskuša stranki pomagati, iskati to mejo. Zdaj pač vemo, bolj stranka želi optimirati svoje poslovanje, pač tudi davki so en izmed stroška, bolj se približuje meji in včasih pač tudi kak podjetnik, če nima tega vodenja, lahko stopi čez mejo. Tudi včasih svetovalci pač stopimo čez mejo, pa se kasneje ugotovi, da pač nismo imeli prav, ampak to je del te igre, ker pri davkih tisto, kar se moramo zavedati, je, da stvari niso črno-bele. V bistvu ogromno enega sivega prostora in predvsem tule v teh primerih statusnih preoblikovanj je za davčno pravo, če ne razume v bistvu, kaj je poslovni model sploh tega podjetnika, je zelo težko posameznemu inšpektorju, ki se s tem ni še nikoli srečal ali pa se je srečal parkrat, presojati, kaj je prav. Zdaj, tisto, kar je mogoče slabost, davčna prava je do zdaj imela na posebnem davčnem uradu eno skupino, ne vem, po mojem enih 10 ljudi, ki so se ukvarjali samo s temi statusnimi preoblikovanji, ki so razumeli, zakaj se gre, ki so se naučili tudi razlogov na strani družbe, kaj so pač tiste pasti, na katere morajo paziti. Zdaj so pa to presojo prepustili, ne vem, 200 inšpektorjem, od katerih se bo vsak mogoče samo občasno srečal s temi transakcijami in jih bo nadziral v okviru davčnega inšpekcijskega postopka. Od katerih se v bistvu še vedno samo 10, če malo karikirava, dobro razume na svoj posel oziroma na to, kako... Tako, pri statusnih preoblikovanjih pa pri razumevanju v bistvu, kaj sploh ZGD omogoča, kakšne so stvari, je dejansko to, jim bom rekel, precej dolgotrajen postopek učenja, da razumeš, kaj ZGD sploh omogoča in zakaj je to za podjetnika v redu in kaj lahko izkoristi. Še en intermezzo, ali menite, da inšpektorji so dovolj odgovorni recimo za svoje delo? Velikokrat slišimo, da bi morale biti določene sankcije, čeprav to je v bistvu dvorezni meč. Ne? Ti imaš sankcije za inšpektorja, če recimo odloči napačno, če se vidi potem na sodišču in potem se inšpektor ne upa odločati. Po drugi strani, a ne, bi pa mogoče kakšna sankcija tudi prav prišla, da bi recimo razumeli nekateri tudi podjetja, saj seveda ne vsi. Ne? Kje je ta meja recimo? Meja je zelo tanka. Zdaj, če vprašaš zavezanca, vsi inšpektorji ves čas kršijo to mejo. Če vprašaš inšpektorje, je nikoli ne kršijo. Ne vem, zdaj malo mogoče en tak neumesen komentar. Zakon o davčnem postopku pravi, v primeru dvoma mora inšpektor odločiti v korist zavezanca. Ampak v moji 25-letni praksi na področju davčnega svetovanja še nikoli nisem videl inšpektorja, ki je priznal, tule pa obstaja dvom in zaradi tega, ker je zavezanec šibkejša stranka, bom odločil v njegovo korist. Zdaj ta odgovornost inšpektorjev bi zagotovo bila v redu, zaradi tega, ker inšpektorji včasih delajo zadeve čist samostojno, se pravi pač trmoglavo vztrajajo na eni zadevi, ki se jim zdi pomembna. Ne vemo, zakaj se tako odločijo. Doskrat pa v bistvu se vseeno zanašajo na inpute svojih kolegov, ki jih v nekaj usmerijo in doskrat se zgodi, da ta usmeritev ni bila prava. Se pravi, kot dejansko v zadju, ko inšpektor
dobiva navodila ali posmeritve strani enega kolegija na finančni upravi. In v tem primeru bi inšpektor, ker po zakonu mora delovati samostojno, mogel biti sam tisti, ki sprejme odločitev in potem tudi, ki nosi odgovornost. Ne bi smel biti okužen z raznimi nasveti. Ker isto kot podjetnik ali pa svetovalec, ko v bistvu sprejmeš eno odločitev, moraš za njo ostati. In zdaj v tem primeru pač jasno, lahko inšpektor reče, se bo država tista, ki je pokrila zamudne obresti pa škodo, ampak škoda je včasih toliko velika, da je čisto zares ne moš več. Pa tudi podjetje lahko vmes propade zaradi neplačanih davkov in tako naprej. No, ampak vrniva se zdaj k statusnim preoblikovanjem. Zelo pomemben je tudi odlog plačila davka pri delitvah. Denimo, če lastnik o preoblikovanju dobi deleže v drugi družbi, mora praviloma plačati davek na kapitalski dobiček, ker se šteje, kot da je v svoji družbi prodal in potem pač kupil v drugi družbi, če nekoliko poenostavim. Razen, če zaprosi za odlog, torej da plača davek oziroma da nastane davčna obveznost šele potem, ko proda delež tudi v tej drugi družbi. Zdaj, v praksi kdaj slišimo, da nekdo malo pozabi zaprositi na ta odlog. Kaj mora podjetnik takoj narediti? Kdaj, kaj? Čisto praktično. Tule, prva stvar, ki se jo podjetnik mora zavedati, takoj, ko odtuji delež v nečem ali pa odtuji nepremičnino, tudi če jo odtuji brezplačno in zato ne dobi denarja, ampak dobi pač eno drugo ugodnost, pride do dogodka, pri katerem bi se dohodnina na kapitalski dobiček plačala. Če si ti družbenik v firmi več kot 15 let, potem te dohodnine v tem primeru ni. Če imaš pa delež krajše obdobje, moramo pa paziti, da se tudi ta davek lahko pojavi. Ne vem, tipični primer je, starši želijo otroku podariti delež v firmi ali pa nekomu drugemu, imamo čisto res dva davka. Eno je davek na dediščine in darila, drugo je pa dohodnina. In tudi pri brezplačnih prenosih je dohodnino treba plačati, če ne vložimo pravočasno vloge za odlog. Zdaj v primeru statusnih preoblikovanj je ta vloga za odlog tudi po zakonu o dohodnini vključena v samo priglasitev. Se pravi, v priglasitvi zaprosimo za odlog pri dohodnini in za davčno upravičenje iz naslova zakona o davku od dohodka pravnih oseb. Ta priglasitev se zdaj po novem vlaga po tem, ko smo pri notarju, ampak najkasneje do konca marca oziroma do trenutka, ko mora firma vložiti obračun davka od dobička. Imamo pa v bistvu primere, ko se pa gre za transakcije med dediči prvega dednega reda, se pravi prenosi iz staršev na otroke. V tem primeru se pa tudi v bistvu ta vloga za odlog mora vložiti najkasneje takrat, ko bi ti mogel dati napoved za odmero dohodnine na kapitalski dobiček. Torej do 28. februarja naslednje leto. Tako, zdaj tule se je tudi pa sodna praksa tudi v zadnjih letih precej spremenila v korist zavezancev, ker pravijo, če si ti bil prepričan, da imaš to nevtralnost, pa si pozabil vložiti napoved, lahko, kot te DURS pozove, da vložiš napoved, tudi če v okviru te napovedi, kot samo prijavo, zahtevaš to davčno nevtralnost. Se pravi, tudi če pozabiš, nekako imaš še možnost. No, to je v redu. Kaj konkretno pa pomeni za lastnike, recimo pri teh oddelitvah, Če se recimo oddelitev izvede, to je zdaj zelo tehnično, v breme dobička, v breme rezerv, zdaj to se sliši vse zelo fiktivno, domišljijsko, ampak je pa zelo pomembno. Recimo, če imaš ti podjetje in ga oddeliš del na drugo podjetje, del te vrednosti podjetja, na kaj je treba paziti? Recimo, to kar vi povete. Pri firmah jih v bistvu zelo težko, bom rekel, vsaka družba je samostojna pravna oseba. Ta pravna oseba lahko umre za likvidacijo stečajem, lahko se v bistvu, bom rekel, naredijo njeni potaknjenci, se pravi, pač v bistvu lahko iz ene družbe narediš dve, lahko del premoženja ene družbe preneseš na njeno hčerinsko družbo in zdaj v bistvu pri vseh treh transakcijah je treba paziti v bistvu, kako se prenaša tvoj delež, ki si ga dobil v tej prvi družbi. Zdaj, težava, zadeva je zelo enostavna, če imamo družbo, ki smo jo leta 2010 ustanovili za 20.000 evrov osnovnega kapitala. Iz te družbe lahko zdaj naredimo novo družbo, vzamemo 7.500 evrov starega osnovnega kapitala, ga prenesemo na novo družbo in v tem primeru imamo za davčne namene dve samostojni pravni osebi, v katerih smo obeh deleži pridobili v letu 2010. Ker smo teh 20.000 evrov, ki smo jih vložili, smo jih zdaj 12,5 pustili na stari firmi, 7,5 smo jih prenesli na drugo firmo, ker recimo za otroke ali jo želite prodati ali kaj. In zdaj v tem primeru lahko, če bomo katerokoli družbo prodali, sta obe dve družbe iz leta 2010 in ker smo lastniki obeh dveh več kot 15 let, ne bomo plačali dohodnine na kapitalski dobiček.
Težava se pa pojavi v primeru, ko ima pa naša družba samo 7500 evrov osnovnega kapitala. In zdaj, če želimo iz te družbe prenesti ven, ustanoviti novo sestrsko družbo, ker bomo tudi mi lastniki, se pa pojavi težava pri razumevanju tega, kako prenašamo ta nabavno vrednost in starost deleža. Davčna uprava je pred časom izdala eno pojasnilo, v katerem je zapisala, ker ti ne moreš vzeti osnovnega kapitala 7,5, ker je to pač minimum, ki ga ta sedanja družba mora imeti, ti v bistvu oblikuješ osnovni kapital na novi družbi iz prenesenih dobičkov ali pa kapitalskih rezerv. In so v tem primeru rekli, mi mislimo, da se v tem primeru nastane nov delež, ki si ga dobil leta 2007 za nabavno vrednostjo 0. Se pravi, imaš zdaj eno staro družbo, pa eno novo. In zdaj, če to družbo prodajaš, je obdavčitev je ni, ker si jo imel več kot 15 let, če prodajaš pa to, si jo pa pridobil leta 2026 in vsak evro kupnine, ki jo boš dobil, bo obdavčen s 25% naslednjih 5 let. Zdaj tisto, kar moram povedati, jaz se s tem stališčem davčne uprave ne strinjam. Nismo se še, bomo rekel, vzeli časa pa energije, da predstavimo naše argumente, ker čisto res v bistvu ta odločitev ni čisto logična. V bistvu zelo je povezana tudi v bistvu z razumevanjem povečanja osnovnega kapitala firme iz nerazporejenih dobičkov. To je problem. In v tem primeru jaz mislim, da moramo v Sloveniji, bom rekel, se tudi z davčno upravo pa z ministrstvom za finance malo pogovoriti, da vidimo, kaj je tule poštena obdavčitev. Ker zagotovo obravnava te firme kot nova družba, ki je nastala v letu 27 z nabavno vrednostjo 0, ni prava, ker smo čisto res iz te prenašali del premoženja iz te firme in po mojem moramo najti tule eno kompromisno rešitev. Zdaj, če pa ne bomo našli, se bo pa zadeva pač odločala na Ustavnem sodišču nekje leta 2032. Skratka, čisto enostavno, recimo, če probava povedati, če prav razumem, ti si recimo nek podjetnik in ti imaš svoje podjetje imaš za enotno vrednost, noter so nabrani dobički, osnovni kapital, tako. Rezervacije, vse živo in to je zate ena in ista malha. Za FURS pa v bistvu ni, ko ti plačaš davek. Se pravi, če boš delal oddelitev samo iz osnovnega kapitala, ne iz ostalega, samo iz osnovnega, bo vse v redu, se ti bo časovno štelo, se ti bo priznaval čas pri kapitalskem dobičku oziroma davku na kapitalski dobiček. In vse, če boš pa delal iz bilančnega dobička, ki je zate tudi pač tvoje in kapital, pa ne. Zdaj najbolj enostaven primer bi bil naslednji. Imamo podjetnika, ki ima danes firmo, ki je starejša od 15 let, na kateri je delal zdaj teh 15 let in ustvarjal premoženje. Ta firma ima eno nepremičnino in ima v bistvu svojo osnovno dejavnost. Zaposlene, opremo in se ukvarja z obdelavo kovin, s trgovino, karkoli. Zdaj, če podjetnik to zdajšnjo firmo proda na trgu, bo od kapitalskega dobička ne bo plačal nobene dohodnine. Če pa on pred prodajo to firmo razdeli na dva dela in ločeno proda dejavnost ali pa ločeno proda nepremičnino, se mu pa davek tule dodatno pojavi, zaradi tega, ampak samo zaradi tega, ker ni bil na stari firmi dovolj osnovnega kapitala. In zdaj v bistvu tisto, kar bi pošten davčni sistem zagotavljal, je, da se tudi temu podjetniku, če v bistvu ustanovi novo družbo iz kapitala oziroma iz katerekoli sestavine kapitala te stare firme, da se mu zagotovi ta davčna kontinuiteta vsaj na en način. Zdaj, tisto, kar je težava, tule obstaja milijon različnih scenarijev, pa nijanskih moramo poštevati, to, da odgovor ni to zelo enostaven, ampak podjetniki se pa danes morajo zavedati, da če na to pozabijo in bo z oddelitvijo nastala ena stara firma in ena nova, in bodo ob prodaji ene izmed njih mogli plačati en dodaten davek, ki ga sicer ne bi, če bi transakcijo. In se šteje časovno iz nule. Tako. Problem pri tem, mislim, to so sicer zapletene stvari, ampak je treba vsaj nekako, da se podjetniki tega zavedajo, da se lahko fino zafrknejo, a ne, če tega ne naštudirajo. Zdaj problem je tudi to, da ta pravila oziroma samo pojasnilo FURS-a velja od spomladi 2025. In zdaj je tukaj še dodatna negotovost, namreč, če si ti recimo leta 2024 naredil oddelitev tako, kot je bilo takrat mogoče, torej, da se ti je priznavalo enako kot zdaj samo pri oddelitvi iz osnovnega kapitala, si ti lahko tudi v škripcih, a ne, če zdaj pride FURS k vam in pogleda za nazaj, a ne, čeprav so njihova pojasnila šele od marca 2025, te lahko tudi za leto 2024 mogoče ti lahko zaračuna, ne, dodaten davek. To, kar je pomembno, zakon o dohodnini se od leta 2006 v tem delu ni spremenil. Se pravi, je ureditev enaka.
tule se lahko spremeni samo praksa na podlagi mnenja davčne uprave. Zdaj, mnenje davčne uprave ni zavezujoč pravni predpis in podjetniki in svetovalci moramo paziti in ugotoviti, kaj je tisto, kar je prav. Zdaj, če mi stranki rečemo, sej upošteve mnenje FURS-a in plače dodaten davek, smo tudi mi lahko spravili stranko v zmoto, ker nekdo, ki bo pa v bistvu imel, karikiram, bolj ustrajnega svetovalca ali pa bo sam bolj ustrajen in se šel proti temu boriti na upravnem sodišču, pa na vrhovnem sodišču, pa na ustavnem sodišču in bo zmagal, bo dejansko mu ne bo treba plačati davka. Nekdo, ki je pa mu svetovalcu rekel, sej dej po 5 tule po lažji poti, bo pa plačal davek dejansko svojo škodo. In zdaj v tem delu se mi zdi, da v Sloveniji nam manjka ena ta hitra pot do reševanja teh bolj zapletenih davčnih vprašanj, ker bi v bistvu bilo prav, da država in zavezanci, pa mogoče tudi svetovalci kot ena pomembna skupina, ki v bistvu pomaga na eni strani državi, ker v bistvu izobražuje zavezance in na drugi strani zavezancem pač zagotavlja en določen nivo pravic, da se imamo možnost vse skupaj pa v bistvu to zadevo rešiti ne čez 5-6 let na ustavnem sodišču, ampak v bistvu že dejansko prej, takrat, ko se ta problem sploh Pa opažate, ne glede na vlade, da je tukaj volja države, FURS-a, recimo, da bi res jasno, predvsem ne tukaj FURS je v bistvu izvajalec, ampak predvsem ministrstva vlade. Jaz mislim, da je v zadnjem času vloga finančne uprave na tem področju zelo velika, se pravi, bom rekel, ocenjujem, da je znanje in kompetenco ogromno, tudi v bistvu ves čas je pripravljenost na dialog. Imel sem tudi osebno, bom rekel, sem bil na strani ene skupine zavezancev, ker smo pač, bom rekel, po enem letu truda spremenili stališče FURS-a, brez da bi uporabili sodno pot. Vidim, da se je dalo pač v bistvu Zakaj pa je šlo? Šlo se je ravno v bistvu za vprašanja razdelitve prodajne cene pri prodaji deležev. Zdaj, davčna uprava je dolgo časa vrednotila, je pripisala prodajno ceno deleža glede na nabavno vrednost deleža. Ni upoštevala razmerja v osnovnem kapitalu, ampak je, malce poenostavim, če si ti firmo ustanovil, primer, imamo 2 partnerja, vsako firmo vložita 5,000 evrov. En družbenik je vložil 5, drug je vložil 5. Ta družbenik od tega drugega družbenika, ki izstopi pač enkrat tekom časa, ta njegov delež odkupi za 20,000 evrov. Se pravi, je nabavna vrednost tega prvega družbenika bila 5 za polovico in 20 za drugo polovico. Zdaj, ko je šel družbenik ta svoj delež prodajati, je FURS rekel, teh 100,000 evrov, ki si jih ustvaril s prodajo, bomo 4/5 pripisali novemu deležu, pa 1/5 novemu. Kljub temu, da sta pa deleža bila enaka. In v tem primeru smo potem, bom rekel, 1 leto je trajalo, da smo prepričali davčno pravo, da ta pristop ni bil pravi. Sicer tule smo mi, bom rekel, bolj pasivno prispevali z mnenji, potem so se na davčno pravi, bom rekel, malo organizirali, oblikovali na strokovno ekipo oziroma te zadeve prediskutirali in v končni fazi ugotovili, da imamo po svoje prav in tam se je praksa spremenila. Mislim, da je volja tudi na dosti drugih področjih. Nekatera so pač, bom rekel, izven debate odkup lastnega deleža trenutno, ko potekajo inšpekcije. Mislim, da je ena taka, ki se je ne moramo dotikati svetovalci, ampak tule je pa dosti teh strokovnih vprašanj, ker si pa predstavljam, da na ravni države, ministrstva za finance, FURS-a in tudi svetovalcev obstaja interes, da se stvari poenotijo, pa predvsem, da se izognemo tem kasnejšim dolgoletnim sporom pa. No, ampak ko ste ravno omenili, prodajo oziroma odkup lastnih deležev. Leta 2022, to skratka, da pojasnimo, veliko recimo družbenikov proda svoji lastni firmi svoj delež in pač dobi za to določen denar, izplačilo. In zdaj včasih se je to lahko gledalo tudi, da gre za davek na kapitalski dobiček, ki je obdavčen manj, po 15 letih ni obdavčen. Ali pa da gre za prikrito izplačilo dobička oziroma izplačilo dobička, ki je vedno obdavčen 25%, ne glede na to, če ti stopiš karikiram po 100 letih. Zdaj po letu 2022 je celo uzakonjeno, da mora biti to izplačilo vedno obdavčeno s 25% kot dividenda. Ne glede na čas posedovanja. Tako, ampak če pa recimo lastne delnice odkupi javna delniška družba, pa tega ni, pa recimo če odkupi Krka, je pa to normalno pač davek na kapitalski dobiček. Zdaj, eno vprašanje je, ali se vam ne zdi to krivično, mogoče neustavno, zakaj se to tako zelo razlikuje?
Drugo vprašanje je pa tudi zdaj Furs je navalil, recimo na leto 2022, ko sta bili možni obe varianti. In 25% obdavčitev in kot davek na kapitalski dobiček. Ne, nista bili možni obe varianti, bila je možna samo ena. Zdaj, tiskar je v tem delu zanimivo, pa rečemo, da ti odkupi lastnih deležev so ena debata za en celodnevni seminar, ker v bistvu bi mogli pogledati, zakaj je to sploh v ZGD-ju zakonjeno, kakšne so opcije, kdaj se to lahko naredi. Pač jasno, med delniškimi družbami in DOO-ji je, bom rekel, v tem delu pomembna razlika, že zaradi same narave družbenika oziroma lastnika kapitala, pač v delniški družbi lastnik kapitala vloži samo svoj denar, v DOO-ju pa lastnik kapitala je običajno tudi aktivno udeležen v poslovanju družbe. Ampak tudi v delniški družbi si lahko in direktor in delničar. Ja, ampak običajno nimaš toliko velikega neposrednega vpliva sam zaradi svoje funkcije, te pač more skupščina izvoliti, nadzorni svet imenovati in tako naprej. Zdaj tule tisto, kar moramo vedeti, obdavčitev odkupa lastnega deleža se je spremenila že parkrat. Odkar imamo dohodnino do leta 2005 smo imeli to kot kapitalske dobičke, zaradi tega je bilo tudi v letu 2004 ogromno teh prodaj, ker smo bili na koncu tega obdobja. Se je bila varianta samo kot kapitalske dobičke? Ja, je bila varianta kot kapitalske dobičke, v letu 2005 pa 2006 je zakonodaja jasno rekla, kupnina se obdavčuje kot dividenda. Ja. Potem je od leta 2006 do leta 2020 je zakonodaja spet rekla, kupnina se obdavčuje kot kapitalski dobiček. V letu 2021 in 2022 smo rekli, kupnina se obdavčuje kot dividenda. V letu 2023 se obdavčuje kot kapitalski dobiček in v letu 2022 kot kapitalski dobiček. Od leta 2023 naprej pa kot dividenda. In zdaj pač bom rekel, spet malo razmišljamo ali pa upamo, da bo kakšna druga vlada ugotovila, da to ni prav. Zdaj, dejstvo torej, je, da se lahko kot kapitalski dobiček, oziroma se mora celo? Ne, se zato, ker ste rekli samo ena varianta. Zdaj tule pa pridemo na to sivo področje. Se pravi, zdaj v Sloveniji, en moj kolega odvetnik je zelo lepo prispodobo dal, je rekel, v Sloveniji ubijamo muhe z macolo. Se pravi, uporabljamo pretirano silo in če država ugotovi, da se pač določena zadeva mogoče lahko zlorablja, namesto da bi jo bolj podrobno definirali, jo enostavno ukinemo. In tudi v bistvu pri teh normirancih, ne glede na posledice, pa tiste posamezne mejne primere, v bistvu spremenimo pravila za vse, zaradi tega, ker se pa s tem ne želimo ali pa nimamo resursov ukvarjati. Tistih grdih umazanih zlit. Zdaj, dejstvo je, da tudi nekateri primeri odkupa lastnih deležev so lahko davčno problematični, zaradi tega, ker zakon v davčnem postopku pravi, če ti določeno transakcijo narediš samo zaradi tega, da se izogneš plačilu davka, lahko davčni organ to transakcijo prekvalificira in jo obdavči glede na njeno ekonomsko vsebino. In zdaj, če zares odkup lastnega deleža je v dostih primerih ekonomsko gledano zelo podoben kot je izplačilo dividende. In zdaj tule davčna prava ima pravico te transakcije inšpicirati in v kakem primeru tudi dejansko obdavčiti podjetnika, če ugotovi, da je bil ta odkup deleža en del ene umetne sheme, ki ni bila namenjena ničemur drugemu kot optimizaciji davka. Se pravi, da gre za prikrito izplačilo dobička. Ampak če je shema, to velikokrat pravijo, mora biti več recimo takšnih dejanj, korakov, da ne gre za enkraten posel. Zato tudi Furs izgublja na sodišču, če se ne motim. Durs je ravno zaradi tega v letu 2021 izgubil na sodišču in zaradi tega smo v letu 2022 ponovno uvedli to, da se te prodaje lahko obdavčijo kot kapitalski dobiček. Ravno zaradi tega, ker je v bistvu nekritično presojal in rekel se, ker bi si podjetnik lahko izplačal dividendo, je pa izbral drug, enako zakonit postopek, ga bomo zdaj obdavčili, da si izplačal dividendo, tudi če ni šlo za umetno shemo. In zdaj v bistvu se svetovalci pa zavezanci ponovno borimo proti temu, da je nekdo na strani, se pravi politika se je odločila, da od leta 2023 naprej so kupnine obdavčene kot dividende. To lahko sprejmeš, ker pač to je politična odločitev, ali je poštena ali ni, je drugo vprašanje, ampak v bistvu takrat je bila to politična odločitev. Zdaj tudi bi pa Furs mogel sprejeti, da tudi v letu 2022 je bila to politična odločitev, ki jo je potrdil naš državni zbor in ki je zavezancem dala možnost odkupa lastnega deleža. In če pogledamo, zakaj se v letu 2022 toliko teh transakcij zgodilo, je bilo to zaradi tega, ker se niso smele dogajati od leta 2020 in 2021 in ker so podjetniki pač vedeli, da bo konec te akcije v letu 2023, so se pač v tem vmesnem obdobju se jih je več odločilo
da so izbrali to transakcijo. Jaz mislim, da s tem čisto zares ni nič narobe, edino ta pogled, pač grdi podjetniki so si nekaj denarja neobdavčeno izplačali, ampak tisto, kar moramo vedeti, podjetniki od tega denarja mogo plačati davek od dobička. Se pravi, večina podjetnikov je od dobička, ki si ga je potem izplačala kot kupnino z odkup lastnega deleža, plačala davek od dobička. In to, čemur so se izognili, je samo izognili. Niti se niso izognili, ampak so bili obdavčeni kot dohodek od dobička, kjer pa je davek vezan na čas posedovanja deleža. In če si pač tule, v bistvu, če si bil družbenik 10 let, pa si odkup, pa si prodal lastni delež, si še zmeraj plačal 15% dohodnine. Se pravi, to ni nekaj, kar ti avtomatsko daje pravico do neobdavčenega izplačila. Skratka, kje FURS še pogosto prepozna, recimo, oziroma meni, da gre za prikrita izplačila dobička, pa podjetniki se potem čudijo, mogoče po pravici, po krivici, ne vem, ampak če si podjetnik, je pač nekaj tvoje, ne? In potem se čudiš, da moraš, ne vem, koliko plačati zraven še državi. Ne? Tule tista zadeva, na katero mora biti podjetniki zelo pazljivi pri teh odločitvah, sta načeloma dve. Prva so posojila dana podjetnikom. Se pravi, ko ti tvoja družba odobri posojilo in to posojilo naslednje leto vzame še novo posojilo, prvega še nisi vrnil, tretje leto se še malo sposodi še dodatnega denarja. In v tem primeru ima davčna uprava, bom rekel, prav, da preveri, ali imaš ti namen sploh to posojilo kdaj vrniti ali ne. Zdaj v tem delu pač se podjetnik mora zavedati, če rabim denar v zasebni sferi in če ga ne nameravam vrniti, si ga lahko zakonito izplačam kot dividendo iz družbe, ob tem bom plačal 25% dohodnine, preostalih 75% pa lahko porabim. No, ampak na kaj je treba potem, če si podjetje sposodi denar iz svoje firme, recimo paziti, recimo, da gre za posojilo, da ne bo FURS kar takoj rekel, izplačali ste si, ne mislite plačati, dobro, tudi če zamujajo z obroki, morajo biti obresti zapisane, ker tudi tukaj je sodna praksa, ker je FURS tudi izgubil, ker je bilo neko posojilo delno plačano. Tako, ker so pač obdavčili, brat in sestra so se iz družinske firme izplačalo vsak nekaj denarja, brat ga je že vrnil, sestra ga še ni, inšpektor se pa pač nerodno odločil, da je obdavčil oba dva. In je pač pol sodišče reklo, to ni prav, moraš utemeljiti, zakaj si oba dva enako, če eno posojilo bilo že vrnjeno, to ne sme biti obdavčeno. Ampak sestro bi pa lahko, ali kaj? Sestro bi si ni vrnila. Ampak tudi ni nujno. Tule čisto res težava je v tem, da DURS je v enem mnenju nekoč zelo lepo napisal. Podjetnik je tisti, ki ve, kaj je želel narediti. Inšpektor je pa tisti, ki potem poskuša zlesti v glavo podjetnika in ugotoviti, ali je on ta denar res imel namen vrniti ali ne. Ker še ena stvar, ki je zelo pomembna, če od firme vzamem posojilo, s česa ga bom vrnil? Kaj bo moj vir za vračilo? Moj vir za vračilo lahko moja plača. Plača je zelo obdavčen dohodek. Vir za izplačilo so lahko dividende iz te firme, ki so tudi obdavčene s 25%. Jaz si lahko vzamem 100,000 evrov posojila, pa ga potem vrnem v 5 letih, po vsako leto plačam 25%, 25,000 evrov vračam posojila, ampak to, da ta denar dobim na sebe, bom mogel plačati dohodnino na izplačano dividendo. Lahko sem si pa s tem denarjem nekaj kupil, kar imam namen potem v nadaljevanju prodati in bom skupnino vrnil to posojilo. Ampak v vseh primerih bom rekel, moraš vedeti, ali ta denar porablja za svoje privat življenje, pa veš, da se ti, bom rekel, ne bo nič dodatno nabralo, ali kaj druga. In zdaj tule podjetniki, bom rekel, tisto, kar v praksi vidiš, imajo dana posojila, imajo stanje denarja v blagajni, imajo te, bom rekel, plačane avanse, karkoli, ampak posojila so samo en del. Drugi del so pa stvari, ki jih podjetnik kupi, ki niso nujno potrebno za opravljanje dejavnosti, pa malo karikiram, kupimo en apartma na morju, kupimo, ne vem, psa čuvaja z rodovnikom, malo se hecam. No, in tudi v vseh teh primerih, bom rekel, gre za prekrito izplačilo dobička. Podjetnik je tisti, ki je ta strošek dal v družbo, ki si odbijo DDV, ki si je to upošteval kot strošek in čiza res pa to premoženje uporablja potem sam. Ja, ampak dobro. Če dobiš posojilo, pa lahko pač uporabljaš, za kar želiš, ne? V končni fazi, če plačuješ, če ga odplačuješ. Tako, se pravi, v bistvu pač moj sestanek s stranko se vedno začne na način, kako bova to posojilo odplačala. Zdaj, kakšen bo strošek davčni, takrat, ko ga bova odplačevala. Če vidimo, da bo strošek davkov višji, kot je to, ali pa da gre samo za eno začasno financiranje, s tem posojilom ni nič narobe. Če se zavežem
posojilo bom od firme vzel, ga bom vrnil v roku 2 let, plačal bom tudi obresti, je to posojilo v redu. Pomembno je samo to, da v bistvu gre za en dogovor, ki je podoben tržnim razmeram. Dobro, skratka, ampak morda zelo taka mehka kategorija podjetja oziroma podjetniki se morajo tudi zavedati, da je dokazno breme na davčnemu zavezancu, ne pri davkih. Se pravi, moraš ti v bistvu inšpektorja prepričevati. Ni tukaj enostavno. No? Ni tukaj enostavno. Se pravi, zdaj ena skrajnost so, rečemo, kazniva dejanja. Ja. Pri kaznivem dejanju ti mora tožilstvo dokazati, da si nekaj naredil z namenom. Ampak če gre za takšne primere, tako, recimo. Zdaj na davčnem področju je pa najprej dokazno breme na davčnem organu, ki mora dokazati, da je z eno transakcijo nekaj verjetno narobe. In zdaj, ko on stopno verjetno si dokaže, da to, kar si naredil, ni bilo v redu, je potem pa dokazno breme prevali na tebe in ti moraš dokazati, kaj si delal. Tipični primer je, jaz se želim odseliti v tujino, zaradi tega, da bom postal nerezident, ker so tam boljši davki ali zaradi ne vem česa. In pač jasno, mi dobimo odločbo ali pa stranka dobi odločbo o tem, da je davčni rezident, ampak potem pa čez 2 leti pride DURS in pač preverja, ali je ta posameznik res šel tudi dejansko živeti v Italijo, v tujino, ali se je tja preselil samo zaradi davčnih razlogov. In zdaj v tem primeru bo pač inšpektor rekel, jaz sem na podlagi tvojih določenih podatkov ugotovil, da si še zmeraj ogromno časa bil v Sloveniji, se pravi, da tvoje središče osebnih in ekonomskih interesov ostalo v Sloveniji, zdaj pa ti dokaži, da se to dejansko ni zgodilo. Inšpektor ti ne bo kar enostavno rekel vsem, ki smo jim poslali dokazila, da so nerezidenti, dejte nam zdaj dokazati, da ste bili nerezidenti. Mora imeti nek razlog, ker če ne bi obstajati pač tako. Zelo tesnobna država. No, ampak recimo, če se zdaj, še tole bi vas vprašala. Pri posojilih, če se podjetnik odloči, da bo pač, jaz star, 70 let, želi zapreti svojo firmo in si izplačati pač premoženje, da bo še malo užival, na morju, v kakšnem drugem davčnem rezidentstvu, karkoli že. Skratka, podjetje likvidira, gre v pokoj, zapre podjetje, prevzame premoženje. Na kaj naj bo pozoren? Ne more si kar odpisati posojil, ne? Ne, pa eno leto še odgovarja, ne, kako je že. Zdaj, če gledamo najprej, ena izmed stvari, na katere je davčni organ zelo pozoren, je vprašanje, ali je družba pred prenehanjem imela kakršnakoli dana posojila podjetnikov, ki jih podjetnik še ni vrnil. Se pravi, tule je nujno, da podjetniki ta posojila vrnejo družbi, ker če firmo prenehajo, pa firma jih še zmeraj terja za znesek posojila, se to po eni sodbi Vrhovnega sodišča šteje kot odpis posojila in je obdavčen kot da bi šlo za odpis posojila in za prekinitev izplačila dobička, se pravi s 25%. To je ena stvar, na katero morajo biti pozorni. Druga stvar, na katero je treba tudi z vidika potencialnih obveznosti biti zelo pozorni, je pa znesek DDV-ja. Se pravi, če imaš ti v firmi določeno premoženje, pri nakupu katerega si odbijo DDV, poslovni prostori, kakšna oprema, zaloge, karkoli, moraš v primeru prenehanja družbe se obnašati, kot da bi si brezplačno odtujil to premoženje in pri nepremičninah narediti popravek odbitkov stopnjega DDV-ja, pri opremi pogotoviti njeno tržno ceno in od te tržne cene obračunati DDV in ga plačati tudi v državni proračun ob vložitvi tistega zadnjega obračuna DDV-ja. Se pravi, to sta tisti 2 zadevi, ki so zelo pomembni. Pa so še po v bistvu vprašanja pri prenehanju po skrajšanem postopku, imamo še 2 leti osebne odgovornosti družbenika, ki ni omejena samo na vrednost premoženja, ki si ga dobil iz družbe, ampak se ti lahko pač potencialni upniki, nekdo, ki bi te pač maka terjatu do tebe, lahko iztožil ne glede na višino premoženja na družbi. In to je tudi ena stvar, na katero morajo biti podjetniki zelo pozorni. Skratka, 2 leti si odgovoren, DDV moraš plačati v omenjenih primerih državi, posojilo moraš vrniti firmi, ampak itak to dobiš potem nazaj iz likvidacijskega premoženja. V bistvu zdaj, če tako pač moraš sam na v trenutku zapiranja družbe se premoženje, ki ga družba ima, nepremičnine, denar, delnice, zlato, prenese na družbenika. In zdaj v bistvu ta transakcija se obravnava kot odtujitev, se pravi, tudi z vidika dohodnine moramo paziti, ali je podjetnik ima vse deleže v družbi že starejši od 15 let ali so še mlajši, ker če so mlajši, se tudi na ta znesek plača davek. Pa še ena stvar, ki je pomembna, družbe običajno ne moramo kar enostavno zapreti. Se pravi, če ima družba en tekoč posel,
utečen posel, trgovina, ena proizvodna. Mi take firme običajno ne bomo šli zapirati, ker je pač tudi ta dejavnost še zmeraj nekaj vredna in je to ena dodatna cokla, ki se jo ta podjetnik mora zavedati. Se pravi, če gremo zapirati firmo, moramo tudi to dejavnost ugasniti, izplačati zaposlenim odpravnine, ne moramo kar enostavno odpreti nove firme. Izplačati upnike, zato je fino, zato je tudi pravilno, da se pač posojila vrnejo, da niso oškodovani upniki. In zadevo, na katero morajo podjetniki paziti, je pač, da dejansko v teh primerih ne delajo teh, bom rekel, tipičnih bypassov, ker je pač enostavno 2 leti pred upokojitvijo odprli nov d.o.o. na njega, prezaposlili ljudi, pa prenesli posle, ker je taka transakcija pa problematična iz vidika transfernih cen, pa oškodovanja družbe. Zdaj se bližava se počasi koncu, dajva omeniti še nepremičnino. Ta je velikokrat nekje v sferi med zasebnim, med gospodinstvom in med podjetjem. Recimo, na kaj treba tukaj paziti, če recimo nepremičnina pisana na firmo, podjetnik si reče, itak je podjetje moje, torej nepremičnina je tudi moja, ampak ni čisto tako, potem, ko pride do prenosa nazaj v gospodinstvo. Prvo vprašanje je, Slovenci smo še zmeraj zelo radi lastniki nepremičnin in dosti podjetnikov pride, jaz bi si pa to poslovni prostor, si bi ga prenesel na sebe, pa je pač prvo vprašanje, zakaj. Zdaj, ko boš lastnik enkrat te nepremičnine, te pač, če boš oddajal v najem, boš plačeval 25% dohodnine na davčno osnovo, bremenil te bo davek na premoženje in ostale stvari in je treba v bistvu si precej dobro zračunati, ali ti je to v redu. Zdaj pač firma jasno pomeni nekaj administrativnih stroškov, ampak običajno obdavčitev na firmi teh najemnin nižje, kot je na fizični osebi. In zdaj tole je ena taka, bom rekel, kalkulacija, ki je pomembna, pa predvsem tudi iz vidika tega, ali bo treba ob zapiranju firme vračati DDV, ki smo si ga odbili ob nakupu. Zdaj, druga stvar, ki je pa zanimiva, ali pa jo je bolj pomembno poudariti, so pa primeri SP-jev. Pri zapiranju SP-ja imamo tudi, bom rekel, lahko dosti teh situacij, ki povzročijo dodatno davčno obveznost, vezane so pa na primere, ko je nekdo SP odprl, karikiram leta 2010, je na njega kupil en poslovni prostor, ilustracija 100,000 evrov, poslovni prostor je danes v knjigah vreden samo še 50,000 evrov, tržna cena je pa 300. Zdaj, če gre zaradi amortizacije knjigovodska vrednost pada in zdaj v bistvu v primeru zapiranja SP-ja se ta dobiček kot razlika med današnjo tržno ceno pa knjigovodsko vrednostjo more vključiti v zadnji obračun 250,000 evrov, vključiti v zadnji obračun tega SP-ja in SP mora od tega plačati dohodnino po dohodninski lestvici, če obdavčen po dejanskih podatkih. In teh 250,000 evrov pač vemo, da se jih že 180,000 evrov, tako se jih že vključi v 50% stopnjo dohodnine in v bistvu v tem primeru, ker če želimo imeti nepremičnino na sebi, moramo imeti nekaj likvidnost, da bomo ta davek plačali. Ker zdaj, če pa tega ne pričakujemo, bomo mogli pa nepremičnino prodati, da bomo sploh dobili denar, da bomo plačali davek. Ni rešitve, moraš plačati. Če zapreš SP in je na SP. Tako, zdaj v tem delu moramo vedeti, obstaja več kategorij teh nepremičnin. Ene so tiste, ki si jih imel že pred odpiranjem SP-ja, potem ene so tiste, ki si jih imel pred letom 2005, ene so tiste, ki si jih kupil na SP po letu 2005 in v tem delu pride do kar ene velikega, bom rekel, velikega števila različnih možnih scenarijev in tisto, kar je pomembno, podjetnik, ki ima dosti premoženja na SP-ju, se naj pred tem odločitvijo o zapiranju malo posvetuje svojim računovodjem ali pa za davčnim svetovalcem, da bo videl, kaj ga čaka. Ni pa tukaj odloga davka. Ne, v tem primeru odloga davka ni. Ja. Ok. Skratka, davek na davek, a je tudi drugje tako hudo. Skratka, recimo nekateri razmišljajo tudi o selitvi podjetja v tujino, a ne? Tudi tam jih najbrž čaka kaj podobnega, ker podjetje je potem davčni rezident tiste države, ali je kaj lažje, recimo zdaj veliko opevamo, ne vem, Hrvaško, tudi Avstrijo, kaj moraš ti narediti, da tam postaneš davčni rezident, pri čemer pa je treba paziti, da če podjetje tja preneseš na Hrvaško, si ti kot lastnik še vedno slovenski davčni rezident, razen če celo družino in sebe še preneseš tja, tako da boš, če si boš izplačal dobiček, plačal po slovenskih davkih. Odločitve, kot ste jih omenili, niso tako zelo enostavne. Zdaj čisto res tiskar strankam vedno rečem, ta izračun davčnega prihranka je zelo enostaven.
Če imaš 100.000 evrov dobička v Sloveniji ali pa na Hrvaškem, je razlika v davku 10-12 odstotnih točk, se pravi, prihraniš 12.000 evrov. To je easy. Zdaj, kakšni bodo pa stroški tega, da boš firmo preselil v tujino, pa dol v bistvu najel pisarno, mogoče od koga zaposlil, da boš imel ustrezno davčno in pravno podporo, da bo firma normalno delala, pa da ne boš imel problemov z transfernimi cenami, je pa čisto druga zgodba. In v bistvu v večini primerov, ki mi jih stranke povejo, na koncu gotovimo, da se je bolj smiselno fokusirati na posel, ker boš lažje v Sloveniji, ko boš pač odmislil vse te probleme, zaslužil dodatno teh 12.000 evrov ali pa celo več in se ti bolj splača, da si fokusiran na svoj posel. Zdaj pač obstajajo jasno izjeme in problem priselitvi v tujino je v bistvu še pa bolj to nepoznavanje okolja, v katero greš. Zdaj tule v bistvu poznaš, ne vem, para računovodij, poznaš para odvetnikov, svetovalcev, imaš kolege, ki jih vpraša, kako ste pa vi reševali ta problem. No pa se mogoče na Hrvaškem tudi, ko se preseliš pa na Hrvaško, si moraš pa v bistvu ustvariti ta krog ljudi in znancev, ki jih boš vprašal za strokovni nasvet ali pa ki jih boš najel. Zdaj v bistvu dostikrat vidim, da ljudje na Hrvaškem se še nekako znajdemo, če pridemo pa na, ne vem, Nizozemsko, Švico ali pa v Delaware, karkoli, pač padeš tam v roke ene skupine enih ljudi, ki so pač na internetu prepričali, da so oni najcenejši za ustanavljanje firme, ampak njihov del pomoči, ki ti jo nudijo, je povezan samo z odpiranjem firme. Nič ti pa ne povejo potem, kaj so skriti stroški pri vodenju in v tem delu se mi zdi, je to ena taka zelo velika ovira. Predvsem se morajo pa podjetniki zavedati, da pa največji problem je pa zagotovitev si bančne podpore. Tule v bistvu ustanovitev firme v tujini je enostavna, odprtje bančnega računa je pa čedalje težje. In v bistvu v dosti državah vidimo, da dejansko lokalna banka sploh ni več pripravljena odpreti bančnega računa, če nisi sposoben dokazati, da ima tvoja firma in zelo pomemben poslovni razlog, zakaj se je mogla odpreti v tej novi državi. Toda te odločitve niso tako enostavne. Torej, davki niso vse, definitivno ne, so pa pomemben del. Davki so samo en izmed stroškov. Se pravi, v bistvu zdaj pač tule gledaš, ali boš lažje zaslužil 10 evrov ali boš lažje prihranil. Zdaj pač prihraniš jih lahko s cenejšo delovno silo, s cenejšim materialom, nekaj na davkih, ampak davki so običajno, če gledamo, ne vem, stroške dela, pa materiala, pa elektrike, pa najemnine, so tam vedno teh, ne vem, 50% finančnega življenja firme. Zdaj v bistvu se trudimo optimizirati tole spode, pa pozabljamo, da nam pa mogoče ostaja precej boljših načinov optimizacije. Pa tudi pomembno je, kje je fino delati, pa s kom je fino delati. In pač tisto, kar bi še mogoče sam poudaril, je to, podjetniki se morajo zavedati, se morajo poskusiti zavedati stvari, ki jih še ne vejo, da jih ne vejo. Se pravi, to je tista največja pas. Se pravi, ko tisto, kar veš, da ne veš, se boš podučil. Zdaj, če pa ne veš sploh, kaj vprašati, ti pa določen segment pade ven iz radarja in tule se pol pojavlja največ teh ogromnih davčnih odločb, ki sledijo enemu dolgoletnemu delu na način, tako smo že delali ves čas do zdaj, pa tudi zdaj mislimo, da je prav. Pa čisto zares ni. Se pravi, v tem delu dejte si pri teh transakcijah, s katerimi se srečate enkrat, dvakrat, trikrat v življenju, res poiskate na dobro strokovno pomoč enega svetovalca, odvetnika, računovodjo, pa tisto, kar se morate zavedati, te stvari sicer lahko izgledajo enostavne, ampak v bistvu moj pogled je zmeraj to, podjetnik se more prej podučiti in razumeti, kaj se bo z njegovo firmo zgodilo. Zdaj tule samo slediti, ne vem, reči, uporabim en nasvet, zdaj bom pa jaz naredil oddelitev svoje firme, brez da bi vedel, kakve bodo tu posledice, je neumno. No, jaz upam, da sva s tem podcastom razkrila vsaj nekaj točk, na katere naj bodo podjetniki pozorni pred velikimi odločitvami, da ni vse zlato, kar se sveti, ne recimo nepremičnine in SP, a ne. Tako da najlepša hvala. Z veseljem. Do naslednjič.